Zanima, kva bo naredil, kam jaz od mami češpleve knedle pokazal. Dan, lep pozdrav iz Londona. Sem je povabil Huawei, ker se bo čez par ur zgodila predstavitev enega dosti hudega telefona. Pravi, da bo ekstremno pameten. Ime mu bo pa Mate 20 Pro. Prejšnji je bil 10, z njo sem naredil ogromen vlog, tako da me ful zanima, kakšen bo preskok. Tukaj se kar precej hvalijo, no. Zdaj pa da vidimo. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Richard Yu, CEO of Huawei Consumer Business Group. First generation of Huawei in the Mate 1. Ok, stari, takole je zelo preprosto, ravno kar so nam predstavili Mate 20 Pro, pa še par drugih igračk. Tukaj je ogromno enega šundra, sicer so mize s telefoni, kjer jih lahko preveriš. Hvala. Trebuh me boxti. Kjer lahko primeš telefon v roko, pa se z njim malo poigraš, ampak jaz že imam svojega. Jaz bom pičil nazaj v hotel, kjer si bom vzel čas, ga vzel v roko in tam v miru povedal točno, kaj sem se danes naučil, pa kaj moraš vedeti, če te ta telefon zanima. To. Kar prvo sem vse povedal. Malo ponosen sam nas zdaj. Malo sem utrujen, ampak dajmo probat. I have the phone here. Evo ga. Priznanje številka 1, telefon sem že ven vzel, kar pomeni, da je tole en tak fake unboxing. Le takšen je do zadnji, vidiš kako ima leče, zgleda na hitro, kot da ima 4, ampak ima 3. Pa zaobljen zaslon ima, vidiš, ampak to je še najmanj pomembna stvar. Kar se same škatle tiče, nič posebnega, tukaj noter so slušalke, polnilc, pa take zadeve. Kaj pa, če bi jaz malo zaspal? Ne! Cyril, ne deli tega. Na tiskovki sem si te pomembne stvari napisal v Mate 20 Lite and boy, let me tell you, beležka je dolga meter krat meter. V glavnem, Mate 20 Pro po večini meril najbolj zmogljiv Huawei telefon ever. Spuci deca, porka duša. Jaz sem dobil tegale v Midnight Blue barvi. Feeling v roki je ful prijeten. Pa zadnji je, po mojem, ne vem, če se vidi. A vidiš, kaj je tako blago, če se ne vidi. Če se pa ne vidi, se pa sliša, pa slušaj zdaj. Dobro zgleda, predvsem pa, ko ga držiš v roki, je to en tak majhen faktor, ki ti pomaga, da ga držiš bolj. Da ni slippery, se ne zmuzne toliko lahko z roke, he? Pogledaj, ko se z njim špilaš. Zaslon je 6,53 palca, resolucija koliko? 2244 x 1080, to sem malo na pamet rekel. To fotko sem brez včeraj naredil, veš? Barve so zboljšane, kontrasti so zboljšani, pa tudi ta razmerje body to screen ratio, temu pravijo Angleži, najboljši v segmentu. Še ena stvar je ful zanimiva, veš, ponovadi imaš ti telefon, če se imam. A imaš senzor za odklepanje tukaj zadnji, vidiš tole Mate 10 Pro, a ga imaš pa tukaj spredi spodaj, tako kot ima recimo P20 Pro, to je telefon, s katerim snemam. No, zdaj so pa naredili eno novo foro, veš, nikjer ni tiste površine za odklep, zato ker je ta kar integrirana v zaslon. Se pravi, tlele nekje pošlataš in on prepozna. Me zanima, kako se to v praksi obnese, ker zdaj sem bil kar navajen, ne, šlatati ali zadnji ali pa spredi. A ja, pa 30% hitreje se odklepa, kot se je prej. Jaz ne vem, kako je lahko to še hitrejš. Ne tako resno. Naslednji feature, ki je dosti zanimiv, zame sicer to ne pride toliko upoštev, ampak veš, folk dostikrat nastav muziko, da nekam telefon muzika špila. Telefon je zvočnik. No, ta telefon ima dva zvočnika. Enega spodaj, pa enega zgori. Pa pri Huaweiu se ful hvalijo, da je telefon ful pameten, po mojem najboljš, da prebereš tole, vzemi si cajt, tako ga ponovati, stisnem pauzo, če ne pa piči dalje. Ok, zdaj pa baterija, 4200 mAh je, prej bila 4000. Pa še en podatek, ki bo meni ful všeč, vsakih 30 sekund gre za 1% gor, ki ga filaš. V bistvu koliko pa, ne 70% nafilaš v pol ure. To je, ben ni to hiter. Ki telefon star? Jaz bi šel spat, stari. Ne spat, ok. Še ena stvar, prvič, končno, ima tudi wireless quick charge. To se pravi, se dosti na hitro napolni, tudi ko ga recimo v sodobnem avtu postaviš na fleho tam majhno in se ti nafila, ampak ne samo to, to pa mislim, da je ta prvi na svetu, da boš ti wireless lahko tudi chargeal druge. To se pravi, kolegu, frendu zmanjka baterije, pa ti rečeš stari sam, no worries, I got your back. Pa šlo lahko pa v filu Apple pa Samsung, veš. I'm kidding. Mislim.
Kaj ne? In ta wireless charging je, pazi, zdaj 70% hitrejši kot pri tekmeci. 70% ni tako malo. Kva? Mislim, da 2 seksata. Ne, sam zdaj sem je. I'm losing my mind here, boy! Ok, zdaj bo ti stvar, ki meni ponavadi najbolj všeč. Fotoaparat! 3 leče ima, vidiš? Zdaj, če sem si jaz prav zapomnil, tale tukaj je ta navadna 40 megapikslov, tale tukaj dol je za zoom, tale tukaj je pa ultra wide lens. A ti pokažem, kaj to pomeni? Bom tale naslednji kadr kar s tem posnema, prav. Evo, tako nekako zgleda primerjava. Ultra širok kot, pa navaden. Ultra širok kot, pa navaden. No tako, zdaj vemo, kam pes taco moli, pa naprej. Pa nismo še konc pri Huawei pravi, da obvladam. A veš, takrat, ko si lačen ti, da pol tole zaslon. How do you know? Ta telefon je sposoben druge reči slikati z oddaljenosti 2,5 cm. To je tokle. Ok, pa so prebili pa eno stvar, ki se bo jaz sam koga. Če hočem to demonstrirati, se moram najprej nekaj ukraditi. Evo jih modelčke, jabolk, pomaranča pa ne vem čisto točno kaj. Ja, stari, jaz sem s kmetov, ne vem kaj. Kaj zdaj si, boljši od mene. Veš, fora je, da ti s tem telefonom uletiš do futra, ali je to sadje ali pa kaj drugega. In model je dost pameten, da ti lahko na približen pove, koliko zadeva tehta, predvsem pa koliko kalorij ima. Jaz mislim, da je on zračunal nek povprečje, valjda ni v piko natančen, ampak neko grobo oceno, koliko boš ti kalorij vase vrgel, je to pa zna narediti. Zdaj, če je to lažje narediti pri jabolku, pomaranči, hruški ali pa tem vesoljcu, je to po mojem malo težje narediti takrat, ko ti pico pogledaš, recimo, ne? Kako zdaj on ve, kva vse je gor, pa koliko kalorije. Me zanima, kva bo naredil, ko mi je od mami češpleve knedle pokazal. V glavnem, ok, pa še ena stvar. 3D kamera sistem. Slišam, da so kaj pri Sonyju že nekaj podobnega delali. Ampak ko sem jaz to videl, stari, jaz sem sam huda. A veš, fora je, da ti lahko praktično katerikoli predmet slikaš, skeniraš ga. Na tiskovni konferenci so recimo skenirali enega medvedka, jaz sem si tako mislil, ok, bomo doma od tam male igrače skenirali. Potem ga lahko s pomočjo tvoje kamere postaviš v neko realno okolje. Ne vem, doma v dnevno sobo, pa pol otroka zraven postaviš, pa pol z medvedkom skupaj plešati, pa lahko mu rečeš, da ne izvaja različne giba. Glej, vse sem posnel, predstavitev aplikacije, po moje bo takole najboljše. We're going to start the scanning process. And we're almost there. And ladies and gentlemen, here is the 3D object. One more scan. Kung Fu moves. This looks pretty interesting. Let's take a look. Crazy shit, I tell you. Na koncu nam pa servirali en tak zelo priročen graf. Če hočeš v eni sliki pokazati, na kakšen način se lahko primerja s tekmeci. No, ta graf je pa, to say the least, ful poveden, ker vse, kar sem jaz zdajle razlagal, ti bom pokazal v eni fotki. Za konec pa še en podatek, ki je dosti pomemben. Ta telefon Mate 20 Pro bo v Sloveniji kdaj od 5. novembra. Prednaročila bojo začeli pobirati 22. se mi zdi. Cena, tudi ta je dosti pomembna, govori se o jurja evrov. V bistvu se govori o 929 evrih. To je to. Pa liziko sem dobil. Tam da pa tam mali. Veš, gremo v drugo smer, gremo na dol, na mest lizike.